Po eni strani niti nisem toliko v primeru, pač delam zelo drugačne stvari kot prej, no, ampak si kar uspešno zapomnim dan, da hitro mine. Medtem ko gledati kolegice na tekmah je pa malo drugačna zgodba, ker pač vem, kak je tam, želim si biti tam, ampak nisem tam. Tako da pač nisem glih najbolj vesela običajno. Koliko časa zdaj hodite brez pomoči bergel in ali potrebujete kakšne zdravila, blokade ali kaj takega? Ne, v bistvu sem dosti hitro lahko dala na stran tudi protibolečinske tablete. Vse skupaj je šlo pač dobro, smo rekli, okej, damo stran, pa bomo videli, kako in kaj, seveda. Bila tudi temu primerna malo večja oziroma malo bolj burna reakcija kolena potem. Brez bergle pa recimo zdaj že hodim lahko tako v grobem skozi, ampak vem, da pač dokler še, ne vem, šepam ali pa me boli, jo brez veze težim stran, tako da pač predvsem za po stopnicah jo še imam. Videli smo, da ste že obuli smučarske čevlje. Kaj dejansko poteka, kako poteka ta rehabilitacija? Kaj počnete na tistih deskah, ko se migajo gor in dol? Ravnotežje lovim. To je v bistvu zelo pomembno tudi vedno kasneje, no, pač da si dobro ravnotežen, da dobro stojiš. Potem, ko sem dala pač pancere gor, sem malo izključila delovanje gležnja in dejansko vse skupaj malo bolj podobno nekim občutkom na smučkah, mislim tako v grobem, no. Ampak predvsem tudi to, da se zavedam, ki dejansko koleno v prostoru je, kako funkcionira, da mu začenjam zaupati. So pač čez take malenkosti in igro v narekovajih dobivam pač te fine male občutke. Anja pravi, da so mišice ostale. S čim jih najbolj krepite? A je to tudi mogoče veslaški ergometer? Ja, tudi. Nog sicer še ne, zdaj toliko nog, vse ostalo, ampak mi je že neparkrat tudi v prejšnjem tednu dal vetra ta ergometer. Mogoče še vprašanje o Mikaeli Šiffrin. Res je blestela minuli vikend. Kako ste vi to videli? V bistvu že poleti, no, ker smo v Čilu nekajkrat tudi trenirali skupaj in pač vsi vemo, da se punca vrhunsko dobro smuča, da je sposobna marsičesa. Samo pač mogoče vprašanje časa, kdaj bo si toliko zaupala, da lahko kaj takega pokaže tudi na tekmi in se sprosti in enostavno odpelje, tako zna. Poškodbe vas zdaj res tudi spremljajo, na žalost, skozi vso vašo kariero. A verjamete v neke višje sile? Kako to, da se vam prav to vam dogaja? Ne vem. V bistvu ne razmišljam o tem, zakaj zdaj meni, pa zakaj zdaj spet meni. No, dobro, malo sem razmišljala o tem, ampak ni nekega pametnega odgovora. Pač težje moglo tako biti. Malo se mi sicer že svita, zakaj. Ampak ja, vsekakor je bila dobra šola, spet. Ste kdaj slučajno pomislili, da zakaj nisem šla raje trenirati kakega drugega športa? Ne, niti za željo. Hvala lepa.